Živjo in lepo pozdravljeni v ponedeljkovih angelskih navdihih. Manca Razboršek je moje ime in sem life coach in pa transformacijska mentorica ženskam, ki želijo aktivirati svojo žensko esenco, uživati v življenju in navdihovati druge. In danes imam ponovno s sabo knjigico Angelski svetilniki in nekje jo bom odprla in prebrala tisto, kar mi pride v tem trenutku nasproti. Še ena taka lepa slikca angelčkov se je odprla v spiralcah. Tvoja intuicija ti govori, da je čas za premik. Vsi, ki smo ob tebi na duhovnem nivoju, te dobesedno porivamo stran od vsega, v novi začetek. Vemo, vidimo, da ob tem trpiš, vendar ti zagotavljamo, da te bo novo življenje napolnilo z novim obiljem, novimi izkušnjami in obilico ljubezni, kakršne si v tem trenutku ne moreš niti zamisliti. Čaka te popolnoma novo življenje. Vse je že pripravljeno, le ti se moraš premakniti vanj. Ta prehod pa ni lahek. To občutiš na fizičnem nivoju. Energijski prehod je že narejen in v sebi se počutiš, kot da nisi ne tukaj, ne tam. To se mi zdi eno tako zelo primerno za tole obdobje, ko se poslavljamo od starega leta, ko v bistvu delamo bilanco za nazaj in stopamo v nove energije. Tako da, ja, smo na tem prehodu in pravzaprav, koliko je še 20 dni, 3 tedne je do novega leta, ko bomo skočili v leto 2018. Tako da si naredite doma eno bilanco leta 2017. V programu Čarobna vizionarka to delamo iz tedna v teden, lepo po korakih. Če ste sami, si pa najdite nek način, kako lahko sami spustite vse tisto, kar vas teži in si ne želite nesti v leto 2018. Tako da to je ena taka pomembna stvar, zato da stare stvari spraznimo in naredimo prostor za novo. Saj veste, če imate omaro polno oblek in prinesete novo, jo nekam tlačite, pa se vse zmačka, v glavnem morate najprej narediti prostor, da lahko pride kaj novega. Enako je ob prehodu iz starega v novo leto. Tako da z veliko stvarmi nas vežejo določene čustvene vezi. In ko dvignemo vibracijo, tudi te vezi lahko na nek lep način odidejo. Tako da tisto, kar bomo naredili, se bomo najprej povezali s srčno energijo, odprli svoje srce in potem se odprli tudi temu, kar nam imajo angeli zapovedati v tem tednu. Tako da vas vabim, da se udobno namestite. Udobno. In zaprete oči in naredite samo en globok vdih. In izdih. In nekaj trenutkov, nekaj vdihov in nekaj izdihov samo opazujete, kako dih stopa v vas, v vaše fizično telo in kako z izdihom odhajajo napetosti, kako z izdihom odhaja tisto, česar ne potrebujete več. In vsak nov vdih prinese novo energijo. In vsak izdih spusti staro, nepotrebno. In zdaj svojo notranjo pozornost, svoj notranji pogled usmerite na prsni koš. Lahko položite tudi roke na svoje prsi. In si predstavljate, da v sredini prsnega koša gori majhen ogenjček, majhen plamenček. V oranžno-roza odtenkih plamen ljubezni, srčne ljubezni. Zdaj si predstavljate, da z vsakim vdihom ta plamen dobi več kisika in postane večji. In se širi in se krepi. In postaja večji in večji znotraj vašega prsnega koša. Kot da vaš prsni koš gori v ognju ljubezni. Kakorkoli si že to predstavljate, je pravilno, je vaš način. Lahko čutite, lahko vidite, lahko si samo domišljate.
Ni pomembno, pomembno je, da date namen. In zdaj si predstavljate, da se ta ogenj razširi preko meja vašega fizičnega telesa, v vašo avro, vaš energetski prostor okrog vas in začne transformirati vse tisto, kar še ni v vibraciji brezpogojne srčne ljubezni. In ta ogenj se širi še naprej ven iz vaše energije. In si predstavljate, da se širi, dokler ne sreča srčnega ognja druge osebe. Ali tukaj v prostoru, v katerem smo, in se naš srčni ogenj dotakne srčnega ognja nekoga drugega. Ali tam doma, kjer sedite, se sreča s srčnim ognjem nekoga drugega, ki ravno tako posluša in gleda to vizualizacijo oziroma aktivacijo srčne energije. In ko se ti ognji dotaknejo, se še okrepijo in še razširijo. In predstavljajte si, da celotna Slovenija gori v tem srčnem ognju. In ta ogenj se še širi. Vse te navdihe spremljajo tudi nekateri iz drugih držav, na drugem koncu tega planeta. Predstavljajte si, kako celotna Zemlja gori v ognju srčne ljubezni in transformira vse tiste nizke vibracije, ki so potrebne transformacije. In sedaj v ta ogenj srčne ljubezni pokličemo angelske energije. Dovolimo, da se angeli spustijo in dodajo k temu srčnemu ognju še ogenj svojega srca, svoje energije. In zdaj naredite globok vdih te srčne, strastne, brezpogojne ljubezni. In se odprete vsemu tistemu, kar prihaja, vsemu tistemu, kar nam želijo angeli predati v tem trenutku, za teden, ki je pred nami. In s tem zavedanjem te povezanosti od srca do srca, preko tega srčnega ognja ljubezni, z izdihom, ki ti odgovarja, odpreš oči in prisluhneš temu, kar nam imajo angeli povedati. In prva karta danes, prva energija je petica zraka. Petica zraka govori o tem, da se je potrebno zavedati lekcij, ki so nastale v določenem položaju, in da je potrebno pogledati tudi motive vseh vpletenih, v tem smislu, da vsak prihaja z neko svojo vlogo, z neko svojo nalogo. Se pravi, povsod tam, kjer vas situacija ali pa ljudje ali pa odnosi mečejo ven iz ravnovesja, kjer v bistvu uperjate prst v on je kriv, ona je kriva, on je odgovoren in tako, povsod tam poglejte in v bistvu, da se znotraj tega skriva neka lekcija. Da ste zaradi tega, ker imate določeno vibracijo, točno to pritegnili v življenje. In da je vsak, ki vam povzroča bolečino, pravzaprav vaš učitelj. Kaj vas je prišel naučiti? Tam, kjer vas najbolj drma, tam, kjer vas najbolj nekaj moti, tam, kjer vas najbolj meče iz tira, tam je tista neka vaša rana, ki jo je potrebno zaceliti. Ampak naš mental je navajen, da krivce išče drugje. Ja, se pravi, poglejte, kje imate vi rano, pa nekdo samo gor pritiska in potem pozdravite svojo rano. In ko v bistvu ugotovite, kakšna je, zakaj je nekdo prišel, zakaj vam je točno na tisto rano pritisnil, boste ugotovili, da lahko razvijate občutek hvaležnosti, ker morda drugače ne bi te rane nikoli našli oziroma te
nekaj globokega žulja ali karkoli že je tam, a ne. Štirica ognja. Štirica ognja je naslednja karta. In ko jo povežem s to karto, gre za predvsem družinske vzorce. Se pravi, za to, kaj ste tudi v tem letu, mi zdaj prihaja, kaj ste v tem letu v družini razrešili. Se pravi, kako ste se lotili svojih temeljev. Štirica ima zelo tako stabilno energijo, a ne. Stabilna energija, v bistvu štirje stebri nekako doma, a ne, ki tam stojijo in tam so. Lahko so stabilni, lahko niso stabilni. Poglejte, kje se je ta energija še posebej brusila, a ne, kje so vam še posebej določeni vzorci prihajali na plano. In vse, kjer energija ne teče, na področju notranjega miru, na področju obilja, na področju partnerstva, povsod tam poglejte svoj družinski vzorec tudi in kaj je tisto, kar je potrebno še transformirati. Kje so vas vaši družinski člani, pa naj bo to iz vaše primarne družine ali družine, ki jo imate sedaj, najbolj obrusili, dajmo tako reči, oziroma katere so tiste lekcije, ki so bile na voljo. Tako da očitno v tem tednu bo en tak čas za pregled vsega, kar je bilo v letu 2017, a ne. Se pravi, tisto, kar je treba ozavestiti, da so bile lekcije. Ja, nadangel Džofiel in ego je pa tretja karta, ki govori o lažnem občutku ujetosti in o strahovih, ki so preveč povezani s tem materialnim tukaj, a ne. Se pravi, naše misli se običajno sučejo okrog tega, kar se zdajle tukaj dogaja, ne, na tem fizičnem, oprijemljivem nivoju. In ne zmoremo pogledati za to, kaj je pa v ozadju, kaj je pa tisto, kar se dogaja na enem globjem nivoju. In zato imamo občutek, a ne, da smo nekje, kjer ne moremo nič narediti. Zadnjič se mi je tako lepo pripeljala ena taka misel, a ne, da itak mi se spreminjamo, ne, ampak zdaj, a življenje spreminja nas s tem, vsem, kar se dogaja, ali smo mi tisti, ki sami sebe spreminjamo in s tem spreminjamo tudi svoje življenje. Tako da to je en tak pregled, ki ga v tem tednu lahko naredite in se bo verjetno na nekatere načine tudi pokazal navzven. Zdaj, a veste, za naprej je zelo težko konkretno govoriti, če pogledate pa nazaj, pa potem rata vse jasno. Tako da bistvo je, da razmislite zavestno o tem, kaj se je dogajalo, da razmislite o tem, kako v bistvu vas vaši družinski vzorci tudi peljejo, katere lekcije ste v letu 2017 na tem področju ozavestili, doživeli ali pa jih dajte zdaj, in potem bomo videli, kaj se bo zgodilo naslednji teden, ob naslednjih navdihih, kam nas bodo te angelske energije peljale. Tako da uživajte maksimalno. Morda še eno kratko vabilo, in sicer 21.12. je angelska aktivacija DNK-ja tukaj v Lekarni za dušo, kjer bomo šli skozi svetlobne plasti našega DNK-ja. Se pravi, to so informacije, ki so zapisane v naši energiji, naše energijske kode, ki določajo in usmerjajo to, kaj se dogaja na našem mentalnem, čustvenem, na splošno duševnem, energetskem nivoju in v končni fazi tudi na fizičnem. In ko se te kode aktivirajo, ko s temi kodami zavestno delamo, takrat postanemo tudi veliko bolj kreatorski, v smislu, da spremenimo sebe, zato da se odsev oziroma življenje lahko spremeni na način, ki nam odgovarja. Uživajte v tem tednu, imejte se skrajno lepo, bodite odprti v svoji srčni čakri, tako da z odprtim srcem glejte na svoje lekcije in se vidimo naslednji ponedeljek. Čau, čau.